Oddaja o humanistiki. Ars humana, ars humana, ars humana, ars humana, ars humana. Človeška zgodovina je zmeraj predstavljena z določenega vidika, ki ga vzdržujejo določeni ideološki interesi, zapiše Slavoj Žižek v posebnem poglavju k slovenski izdaji knjige Nebesa v Rasulu. V tokratni oddaji Ars humana bomo skozi Žižkove misli in njegovi besedili ter komentarje dr. Petra Klepca predstavili to knjigo, hkrati s tem pa podali nekaj razmišljanj o današnji družbi, politiki, dojemanju sveta in človeka. Skratka, vsem tem, kar nas danes zadeva in o čemer moramo razpravljati. Z menoj je dr. Peter Klepec, Filozofskega inštituta Znanstveno-raziskovalnega centra SAZU ter urednik obeh slovenskih Žižkovih čitank. Oddajo pa sem pripravil Gregor Podlogar. Vabljeni v našo družbo. Vic je pomemben del Žižkovega pisanja, razmišljanja in javnega nastopanja. Navsezadnje obstaja tudi knjiga z naslovom Žižkovi vici. In v njej je eden iz starih časov socializma o jugoslovanskem politiku, ki je obiskal Nemčijo. Ko njegov vlak vozi skozi neko mesto, ta vpraša vodiča: katero mesto je to? Vodič odgovori: Baden-Baden. Politik bevskne nazaj: saj nisem idiot, ni mi treba dvakrat ponavljati. Gre za simptomatično situacijo, ki bi se lahko pripetila tudi danes. Neumnost je vedno prisotna in nam vedno vlada. Ampak Slavoj Žižek je navkljub situaciji, ki trenutno vlada svetu, nepoboljšljivi optimist. Njegov optimizem pa se vzpostavlja šele skozi teoretsko držo. Dr. Peter Klepec, kakšna je ta teoretska drža in od kod črpa Žižek navdih za svoj optimizem? Jaz bi se mogoče tukaj omejil samo na opis, približen opis te teoretske drže. Recimo, da se nekako poskušamo temu približati skozi 4 korake. V prvem koraku bi lahko rekli, da je Žižkova teoretska drža podobna naslovu enega zelo slavnega albuma skupine Buldožer, ki je šel leta 1975, in sicer pljuni istini v oči. Se pravi, povej naravnost, sooči se direktno. Mislim, da bi se dal najdeti usporednice tudi samem Žižkovem opusu, ko Žižek res postane Žižek. Žižek je bil prej Heideggerjanc, približno v tem času tudi izda srbohrvaščini knjigo Znako značitelj pismo. In tukaj na nek način se mi zdi najde en svoj aksiom, ki se potem ponavlja vse do konca. Aksiom, ki ga sicer tukaj upre najprej na Clauda Lévi-Straussa, slavnega antropologa, vse je že tu. In tisto, kar je neka konstanta pri Žižku, je pravzaprav to, da je resnica je vedno že tukaj. In s tem se moramo na prvi vrsti soočiti. To pa na drugi strani za seboj potegne tudi kar resne konsekvence za samo teoretsko ali pa praktično držo. Ta drža ni nič kaj udobnega, nič kaj lepega, olepševalnega, ampak se nenehno sooča z vso umazanijo, v kateri smo do vratu potopljeni. In ta teoretska drža je daleč od tega, kar bi lahko rekli, da je nek cinizem ali pa ironija. Se pravi, Žižek že v času samoupravnega socializma analizira samoupravno ideologijo in takrat postavi tezo, da pravzaprav hrbtna plat uradnega režima ali pa uradne ideologije je cinizem, se pravi distanca. Distanca, ki omogoča, da pravzaprav sistem funkcionira. In nekaj podobnega bi lahko rekli tudi za ironično držo. Ironična drža, ki je zelo značilna za postmodernizem, ironična drža je nekaj, kar je pravzaprav zelo elitističnega, vzdignjena nad stvari in sama drža je na nek način postavljena kot trdna, se ne spreminja. Zdaj, na tretji ravni, bi pa glede Žižkove teoretske drže lahko potegnili kakšne njegove koncepte in pravzaprav malce tudi naredili en časovno preglednico skozi to, kako se sam Žižek razvija. Se pravi, Žižek je najprej nekdo, ki se ne boji priznati kot teoretik, da ima
umazane roke, tako rekoč, ne, da se na nek način brezdistančno nahaja v neki okolici in v to tudi njegova analiza vedno štarta. Ne. In tu v spredje Žižek vedno postavlja vprašanje, ki izhaja iz Lacanove psihoanalize, vprašanje užitka. Kako smo mi sami, tudi če se ne strinjamo s tem, kar se dogaja, tudi če se močno upiramo, vpeti v to situacijo na način uživanja. In v prvem, ali pa tudi vse skozi do konca, njegovem teoretskem podzetju postaja v spredju kategorija simptoma. Se pravi, simptom je tisti, ki na nek način izraža resnico v situaciji. Ne? Za Marksa je recimo proletariat simptom kapitalistične družbe. Ne? In seveda za Freuda so simptomi zelo pomembni. In če smo že začeli z vici, mogoče bi tukaj omenil samo en rek, ki se sicer v angleščini zelo lepo sliši, ne? Da ne moreš vreči stran umazane vode, ker lahko vržeš še stran dojenčka, in Žižek nekaj prav, ne, jaz pa mislim, da bi bilo treba dojenčka vreči stran in ohraniti tisto umazano vodo. Skratka, nivo simptoma. Drugič, Žižek je tudi filozof realnega kot nemožnega, realnega kot zagate, in zanje zagata tisto prvo, vedno štarta iz tega. Tretjič, v nekem trenutku Žižek pravzaprav obrne perspektivo in reče, tisto, kar je zagata, kar je slepa ulica, je pravzaprav štartna točka. Ne? Sama realnost je na nek način nekonsistentna in tu pelje svoje filozofsko branje Freudovega koncepta nagona smrti. Skratka, tisto, kar bi lahko rekli za to teoretsko Slavojo držo, je, da gre za nenehen boj za definiranje lastne pozicije. In da tukaj ni nič, kar bi lahko rekli udobnega, in gre za to, ali pa lepodušniškega, in gre za to, kako se nenehno soočamo z vso umazanijo, v katero smo do vratu in še čez potopljeni. Žižek je danes eden najvplivnejših sodobnih filozofov in najbolj citirani slovenski avtor, si je za naslov dela Nebesa v Rasulu sposodil znameniti citat Mao Tse-tunga. Pod nebesi je vse v Rasulu, situacija je odlična. A je k temu pripomnil. Referenco na Maota, ne? To je še izdajatelj v angleščini zgrešil, je na naslovnico dal mojo sliko v Maovem kostimu. Poslušajte, kako bi rekel, do Mao Zedonga imam čedalje večje pomisleke. Ta indiferenca do milijonov mrtvih je neverjetna. Recimo, ključno poglavje ni toliko kulturna revolucija kot veliki skok naprej. Takrat je po uradnih ocenah, to vem po svojih vezah, moj prijatelj filozof Wang Hui, ki je tako celo pol uraden zdaj, je rekel, da ko so se širile vse te govorice v tujih knjigah, je partija sama diskretno ustanovila neko komisijo, da je ocenila, koliko jih je v tistih par letih od 57 naprej umrlo nepotrebno presežno od lakote. Ta človek je imel vsa pooblastila, ni neki blefiral. Šel je v vse pokrajine, pregledal arhive, uradna številka je bila okoli 25 milijonov, mogoče 30. In namera partije je bila pobiti to. Ja, rezultat, do katerega so prišli, je bliže 50 milijonov. Zdaj pa pride še detalj, ne vem, če je v tej knjigi, ki je pa mene stresel. In ljudje so me psovali, da sem to, maoisti so še živi, da sem to omenil, ampak grozljivo. Ko so se širile govorice o mrtvih, ne, je potem Mao moral sklicati okoli leta 60 nek plenum, kjer naj bi naredili samokritiko. Ne. In se opravičujem, ker bom jaz uporabil vulgarno besedo, to najdete v uradni izdaji angleški v vseh jezikih Maovih del na internetu. Ne? Mao je rekel tako, milijoni so mrtvi, tukaj moramo to razčistiti, priznati krivdo. Pa je pa uporabil, kot v risankah, veste, ko zajec neki vidi, skočijo oči ven, pa se mu me streslo, ne bom rekel besede, a veste, kaj je izpustiti plin v angleško flatulence, beseda na P. Mao je rekel, če te tišči, dej mirno, pošteno P. In to moramo mi danes narediti. Se pravi, to je bila njegova metafora za prečiščenje. Ampak hočem to reči, razlika je v tem, Mao govori
Ne vem, kako je v kitajščini, ampak dobeseden prevod je razsulo nered pod nebesi. Mao še vedno kot tradicional marksist, čeprav pustimo. To je bilo sploh zanimivo poglavje, kaj je kdo prebral. Lenin je še zadnji, ki je nekog prebral Marksa. Za Stalina se ve, da absolutno ni prebral Kapitala, Mao ravno tako ne, ampak pustimo, to so čeke. Hočem reči to. Za Maota je nered zmeda tukaj na zemlji, je samo dokaz, da se stališča, lakansko rečeno, velikega drugega zgodovinske dejavnosti, pa stvari napredujejo. Moja teza je pa, da danes so pa sama nebesa v razsulu. To pomeni, ni samo, da so zadeve na zemlji v globoki krizi, ampak manjka nam neko samo merilo, veliki drugi standard, s katerimi bi nered menili. Nimamo globalne orientacije, tam je razsulo. In tukaj mi pride nek vic, ki je prvo bil iz časa Nixon-Brežnjev, pol pa sem ga jaz sam, ki mi je precej uspelo, mislim, prevedel v današnji čas. Jaz prevedem na danes vladajoči na svetu, se pravi Putin, Xi, kitajski pa Trump, srečajo Boga, vsak mu lahko postavi eno vprašanje. Prvo reče Putin, kako bo zdaj, ko zmagujemo v Ukrajini, a bo Evropa naša? Bog reče, ne, lahko da boste dobili Ukrajino, ampak čez 20-30 let boste kitajska provinca. Putin se žalostno obrne stran in začne jokati. Potem Xi, kitajski, ves vesel vpraša, torej Rusija bo naša, kako bo pa z nami? Bog reče, mogoče bo Rusija vaša, samo gospodarsko se vam pa ne bo išlo, ne samo, da ne boste dobili Tajvana, še Tajvan vas bo koloniziral, slabo bo šlo. Xi se obrne naokoli in začne jokati. Zdaj pa pride, če veste, kaj minimalno o Heglu, veste, kaj bo obrat. Pol pa Trump stopi naprej, prav krasno, in kako bo, ko bom jaz na oblasti 10-20 let, se veste, kaj je odgovor. Bog se obrne okoli in začne jokati. To se danes dogaja. A veste, ni več nekega standarda, s katerim bi mirili žalost. Žižek poudarja, da so danes sama nebesa v razsulu, kar pomeni ne le, da smo v globoki krizi, ampak nam manjka tudi merilo, s katerim bi merili nered. Dr. Klepec, s tem Žižek nakaže na ključni problem današnjega časa. Nimamo vzvodov, kako misliti nered. Obstaja kakšna rešitev? Ja, mogoče bi tukaj sam še poudaril, da je pravzaprav ima to zelo daljnosežne konsekvence, kar Žižek pravi. Se pravi, nebesa v razsulu, to pomeni, da pravzaprav ne gre za to običajno dojemanje, da tukaj na svetu je zdaj kaos, ampak na nek način pa smisel zgodovine obstaja. Ne. Tisto, kar je ključen poudarek, tudi ko omenja Mao v tem citatu, komunisti so se na nek način zanašali na neko gotovost. Se pravi, komunizem bo. Zgodovina ima železne zakone in z gledišča, se pravi, gre za gledišče teh železnih zakonov, so milijonske žrtve samo kolateralna škoda ali pa prci, kot je rekel Mao, se pravi, ne štejejo nič. To pa pomeni, da na nek način komunisti in stalinisti, še toliko bolj, čeprav Mao sam zase pravi, da ni stalinist, verjamejo v neko železno nujnost zgodovine. Železno nujnost, ki nas bo pripeljala tja, kamor nas bo pač pripeljala po sami nujnosti, ne glede na to, kaj naredimo. Mogoče ironija usode danes v tem, da na drugi strani, na strani recimo Fukuyaminega zatrjevanja konca zgodovine, obstaja popolnoma isto pojmovanje. Se pravi, vemo, kam gremo, vemo, kaj je merilo, vemo, kaj je cilj, smoter zgodovine in tja bomo prišli. Zdaj, Žižkovih gledišč ali pa teoretskih konceptov je pa to nekaj, kar je absolutno iluzorično, ne samo danes, ampak nasploh, na nekem smislu tudi za Hegla zgodovina nima nekega železnega nujnega poteka. In zato Žižek tukaj omenja, da veliki drugi ne obstaja. Ni nobenega garanta za naše delovanje ali pa za naša dejanja. In to je nekaj, kar Žižek izpeljuje tudi iz samega Lakana. Lakan nekaj pravi, da se analitik lahko avtorizira le sam.
In v tem kontekstu v bistvu potem Žižek v svojih delih večkrat upelje kategorijo dejanja. Dejanje nima nekega zunanjega merila, ne? Ni nekega garanta, da bo dejansko uspelo. Ne? In tukaj je pravzaprav pomembno umestiti to frazo nebesa v razsulo. Ne? Smo v neki ničelni točki, ne? Veliki drugi ne obstaja, se pravi veliki drugi zgodovine. Ne vemo, kam bomo prišli. Ne vemo, kam bomo šli, to pa ima seveda tudi posledice za to, kaj je treba storiti. Pač to ne pomeni, da se treba odpovedati delovanju, ravno nasprotno. To pomeni, da je treba tudi politično delovati. Žižek se ne izogne vojni v Palestini in razmišlja o državi Izrael, njeni vlogi, nastanku in pomenu antisemitizma. Po mojem je bistveno, da kljub sem na strani popolnoma Palestincev in tako naprej. In veste, kaj mene najbolj zgrozi ob Izraelu? Ne to, da mučijo. Poslušajte, jaz sem tukaj skrajni cinik. Kdo pa danes ne muči? In to so neverjetne, izjemno grobe oblike mučenja. Kar je za mene propad, je v tem, da se to čedalje bolj odkrito priznava. Saj sem že pokazal neke odlomke, ker naprimer na izraelski televiziji imate debate na glavnem dnevniku, kjer razpravljajo o tem, ali imajo pravico v Gazi postreliti vse ljudi ali samo moške. Prevladujoč odgovor je vse ljudi, ker odkje pa pridejo moški iz žensk, se pravi tudi ženske, kaj pa otroci lahko so nedolžni, je pa jasno, da so bodoči teroristi in tako naprej. In to mi dela toliko težav in na levici in na desnici, na zahodu, ta vez, na katero je treba opozoriti bolj kot kdajkoli. Vez med antisemitizmom in cionizmom. Pa sem zdaj še več zvedel. Kdo je začetnik tega? Tisti, ki se ga hvali kot prvega pobudnika Izraela, kot Židom dati državo, tam, odkoder mitično so. Alfred Balfour, Balfourjeva deklaracija iz leta 1923. Ja, prebral sem biografijo Balfourja. Marsikaj človek zve. Balfour je bil strog, fanatičen antisemit. Bal se je tega. Leta 1923 je dal to deklaracijo. Zaradi revolucije in zmede v vzhodnji Evropi je ogromno Židov bežalo v Anglijo. In to ga je motilo. Njegova ideja je bila, da nas ne bojo tukaj preplavili, spravimo jih tja. In potem pejte po vrsti, največ citate, mogoče se v tej knjigi že poznate. Naprimer, to so bili toliko naši jezni, ki sem ga omenil v Frankfurtu, v tistem svojem. Reinhard Heydrich, oče holokausta, je še leta 6 ali 37 napisal. Imamo dve vrsti Židov. Te, ki se hočejo tukaj, kako se temu reče, utopiti v našo družbo in tisti, ki hočejo v Palestino. Prav teh ne maramo. Če pa grejo v Palestino, pa jim hočemo še pomagati, to bojo naši dobri partnerji in tako naprej. Potem Breivik, se spomnite, tisti Norvežan, isto, prav, tukaj Židije delajo zgago, tam so lahko varuh in ta linija gre do danes. Naprimer, ameriška skrajna desnica, ki je bila tradicionalno antisemitska, je zdaj odkrila Izrael. Ne sprejmem tega, da je Izrael preprosto samo kolonialna tvorba. Bolj zapleteno je in glavni krivec je Evropa, tukaj po mojem, evropske manipulacije. Problem pa so tudi voditelji, ki zapirajo nedolžne, uporne ljudi in preprečujejo učinkovit odziv, naprimer na globalno segrevanje. O tem je Žižek pisal v kratkem besedilu To je zate, Julian Assange, objavljenem v knjigi Nebesa v rasulu. Stara šala, še iz časov Prve svetovne vojne, o pošiljanju telegramov med nemškim in avstro-ugrskim vojaškim poveljstvom gre nekako takole. Iz Berlina pošljajo sporočilo na Dunaj. Razmere na naši fronti so resne, niso pa katastrofalne. Odgovor z Dunaja pa se glasi: pri nas so razmere katastrofalne, niso pa resne. Dunajski odgovor se zdi kot model za trenutno reakcijo na krize, od pandemije virusa COVID-19 do gozdnih požarov v zahodnih Združenih državah in drugod.
Vemo, da se pripravlja katastrofa, mediji nas nenehno opozarjajo na to, a nekako situacije nismo pripravljeni vzeti povsem resno. Podoben primer je usoda Juliana Assangea. Njegov primer je pravna in moralna katastrofa, ki se vleče že več let. Kar spomnimo se, kako z njim ravnajo v zaporu. Ne more videti svojih otrok in njihove matere, ne more redno komunicirati s svojimi odvetniki, poleg tega je žrtev psihološkega mučenja, ki ogroža njegovo preživetje. Ubijajo ga počasi, če parafraziram znano pesem. Ale malo kdo jemlje situacijo resno in to kljub zavedanju, da je pri tem na tnalu usoda vseh nas. Sile, ki kršijo njegove pravice, so iste sile, ki preprečujejo učinkovit odziv na globalno segrevanje in pandemijo. To so sile, zaradi katerih so s pandemijo bogati še bogatejši, revni pa so najbolj prizadeti. To so sile, ki brezobzirno izkoriščajo pandemijo za omejevanje in cenzuriranje naših družbenih in digitalnih prostorov. Sile, ki nas ščitijo celo pred našo lastno svobodo. Še prehitro smo pripravljeni protestirati proti omejitvam osnovnih človekovih pravic, ki jih v Hongkongu izvaja Kitajska. Ali se ne bi ozrli tudi nase? Danes se spomnimo starega izreka Maxa Horkheimerja iz 30. Kdor ni pripravljen govoriti o kapitalizmu, naj molči tudi o fašizmu. Naša različica se glasi: kdor noče govoriti o krivici, ki jo trpi Assange, naj molči tudi glede kršitev človekovih pravic v Hongkongu in Belorusiji. Odlično načrtovana in izvršena očrnitev Assangeovega značaja je eden od razlogov, zakaj njegova obramba nikoli ni sprožila širšega gibanja, kot sta Življenja temnopoltih štejejo in Extinction Rebellion, upor proti izumrtju. Zdaj, ko gre za njegovo preživetje, ga lahko morda reši zgolj še takšno gibanje. Spomnimo se besedila pesmi Here's to You, ki ga je napisala Joan Baez na glasbo Ennija Morriconeja kot uvodno pesem filma Sacco in Vanzetti. Here's to you, Nicola and Bart, rest forever here in our hearts. The last and final moments is yours. That agony is your triumph. To je za vaju, Nikola in Bart, za zmeraj sta zapisana v naših srcih, poslednji trenutek pripada vama. V agoniji sta zmagala. V podporo Saccu in Vanzettiju so se po vsem svetu odvijala množična zborovanja in za obrambo Assangea bo potrebno isto, čeprav v drugačni obliki. Assange ne more umreti, kajti če tudi umre ali izgine v ameriški zaporniški celici kot živi mrtveci, bo zmagal v tej agoniji. Umrl bo, da bi lahko živel v naših srcih. To je sporočilo, ki ga moramo spraviti do tistih, ki držijo njegovo usodo v rokah. Če ubiješ človeka, ustvariš mit, ki bo še naprej mobiliziral množice. Slišali smo Žižkovo besedilo, to je zate Julian Assange, ki je bilo objavljeno v knjigi Nebesa v Rasulu. V njem je med drugim tudi nakazal, da svetu vladata kaos in da družbeno tkivo trenutnega reda razpada predvsem zaradi različnih kriz in političnih simptomov. A resnična politična gesta se po njegovem začne šele s korakom umika. Nekaj pomembnih nastavkov za rešitev pa je ponudila tudi pandemija COVID-19. O tem je med drugim razpravljal v naslednji izjavi. A veste, včasih dobite nekaj, kar zgleda kot superpozicija v sami realnosti, ne v mikrorealnosti, ampak v naši, običajni. Recimo, to je moč ideologije. Leta 1935 tam okoli so gradili v Moskvi nov hotel, mislim, da je bilo ime hotel Moskva prvo. Velik hotel, jasno, odobriti ga je moral Stalin. Pa se je nekaj čudnega zgodilo. Stalinu so predložili dvojni načrt, ali naj bo fasada taka ali taka. Stalin je samo podpisal strinjam se. In niso vedeli, s čim se je bila izbira. In so naredili, imam sliko, tukaj ne moram pokazati, nekaj edinstvenega, ker so se ga seveda bali vprašati. Da je hotel, kjer je ena stran fasade
leva čisto drugačna od desne. To je skoraj tako, kot, a veste, kot tisti Schrödingerjev primer, mačka je živa in mrtva. Ne? Ja, točno to se zgodi. Kje še vidim interes? Recimo, bral sem nek članek, ne vem, ki je mogoče celo CNN, ker je bila odlična karakterizacija te situacije danes z Ukrajino. Članek se začne tako. Evropa je nekje vmes. Ni več v miru, ni pa še v vojni z Rusijo. Ne? Neko vmesno stanje. Tega pa Amerika noče opaziti. Se pravi, Amerika v svoji politiki ravna, kot da to še ni vojna, kot da je čisto zunaj vojne. Vidite, to je vsakdanji primer tega, kar nekateri napačno idealistično tolmačijo, da kako lahko opazovanje po kvantni fiziki iz teh superpozicij multiplih realnosti ustvari en. Ker po mojem, ne vem, če je to slabo, ker če bi Amerika samo konstatirala, ja, strinjamo se, Evropa je v vojni, že z Rusijo, to je samo konstatacija, bi pa radikalno spremenila celo perspektivo, tudi dejansko ravnanje. Ker podoben primer je bil, sem se spomnil, pri nas med tisto vojno bosansko-Hrvati, Srbi, kot zdaj vemo, sta se Milošević in Tudžman redno dobivala. Se pravi, to je bilo spet tako. Ni bil mir, ni bila pa prav vojna. In mogoče je to celo bilo boljš, to ni a priori, ker če bi, kot so nekateri, naprimer Savka Dabčević-Kučar, je zahtevala, naj Hrvaška javno razglasi, smo v vojni s Srbijo. Mislim, da je Tudžman tukaj imel bolj prav, ki je pustil odprto. A veste, se pravi, to me fascinira. To dejstvo, kako, če samo nekaj konstatiraš, kar nič ne spremeni, spremeni celo konstelacijo tako močno, da tudi tvoje realno ravnanje potem dela nekaj drugega. Zakaj to pesimizem pa to? Ne? Ja, tukaj bi se sklical, kar sem že parkrat omenil, na razliko med, ki jo imamo v slovenščini, v francoščini, pa najbrž še več drugih, ampak ne da bi vedel, jezikov med bodočnostjo in prihodnostjo. Bodočnost je to, kar bo. Če bo Trump še tretjič izvoljen, Bog pomagaj, ne, potem je Trump sedanji in bodoči predsednik. Ni pa sedanji in prihodnji. Prihodnost je nekaj drugega. Prihodnost ni nadaljevanje istega. Zato mislim, gledal sem neki film, sem ga našel na internetu, München. Ne Spielberg. Ampak neka drama, kako probajo preprečiti vojno, pa blokirati tisti sporazum münchenski leta 1938. Ne? In je zelo zanimivo, nek Anglež na strani Chamberlaina pravi, se je še upanje, ne iti prehitro v vojno proti Hitlerju, dajmo mu šanso, še je upanje. Pol pa nek Nemc, ki je bolj radikalen antinacist, reče nekaj, kar se mi zdi tudi tako, zelo filozofsko pomembno, zelo lepa formula. Ta Nemc reče, upanje je izgovor tistih, ki namesto, da bi delovali zdaj, čakajo na nekoga drugega, da bo naredil zanje. In jaz potegnem konsekvenco iz tega. Ne samo, da obup ni to, obupam pa se umaknem v pasivnost, to je običajna oblika uživanja danes. Ena od oblik, kako se sprijaznimo s katastrofami, je take a back seat, usedi se in uživaj. Popularnost teh negativnih scenarijev, opis katastrofe. Prava dejanja, spremembe, ki peljejo v prihodnost, so narejena iz obupa. Kje vidim možnosti? Zdaj se boste režali. Naprimer, COVID. To je bilo neko za mene, ne sem zaradi privatnih razlogov, sediš doma, prijatelji te lednjavijo, kaj hočeš lepšega od COVID-a, ne? Pa lahko delaš. A veste, da celo taka konzervativca kot Boris Johnson in Trump sta delala ukrepe, ki bi bili 2 leti prej razglašeni za komunistične. Trump je dejansko se že pomikal k temu, kako se mu reče, univerzal dohodek. Vsaka družina je dobila, ali celo posameznik, ne vem, ček za $2000, dobro, še več je šlo korporacijam, pustimo to. Samo, veste kaj je za mene izjemno zanimiv rezultat COVID-a?
Prej so govorili ti prevladujoči ekonomisti, trg je nekaj tako krhkega, če za 1% dvignemo davke, se bo vse sesulo. Takrat se je pa vse, država je trošila kot nora, vse se je in. A je kaj bilo bistveno slabše ekonomsko? Ne. Prvi nauk od mene je, kako, če nič drugega nas bo prihajajoča kriza, prihajajo še hujše krize, pripeljala ne do tega Stalin komunizma, ampak do neke vrste sistema, v katerem bo potrebna izjemno močnejša mednarodna kooperacija, kolaboracija in kjer bo morala država ne ukiniti trg, ampak intenzivno določati koordinate, posegati v trg. Recimo, to je bilo edinstveno. Trump je se sklical, ko je bil on predsednik, še pred Bidenom, se je sklical na nek ukrep iz zgodnjih 50-ih, kjer ima v nevarnih razmerah država pravico direktno ukazati posameznim velepodjetjem, kaj morajo proizvajati in tako naprej. In vesel rezultat, se opravičujem za cinizem, COVID-a je bil v tem, da je to možno narediti. In tukaj je še kup drugih problemov, naprimer. Sem prav pomislil, ko govorijo zdaj o nevarnosti atomske vojne, ne? In to sem prebral pri nekom inteligentnemu analitičnemu filozofu. Kaj bi bilo najvišje etično dejanje? Recimo, da je spopad dveh velesil. Ti že vidiš, ker če bo vojna, bo tako, da ne bo časa za razmislek. Na neki točki veš, toliko nuklearnih bomb leti proti nam, ustavimo jih par procentov, večine ne moremo. V tem trenutku je usoda človeštva, tako rekoč, v tvojih rokah. Običajna logika bi bila, pa udarmo nazaj, da ne bomo zgubili. Sem to pomeni najbrž konc civilizacije. Pravi heroizem etični bi bil, pustimo, da moja država propade, ampak človeštvo bo pa v glavnem preživelo, ker ne bomo uničili nasprotnika. In neki mirotvorci so rekli, a vidiš, sej priznaš, da si za mir. Ne? In me prav zanima, a sem naredil napako logično, po mojem ne, pa sem jih opozoril. Ta logika deluje samo pod enim pogojem, da tega ne poveš vnaprej. Ker če bo sovražnik vnaprej vedel, da ti ne odgovoriš, si pečen. Ne? Tako da jaz spet, ker je spet modno vse to govoriti o miru, pa to, se mi zdi neverjeten, kljub temu, da vse vem, kaj je narobe v Ukrajini. Korupcija je še vedno grozna, ampak kako Ukrajina izziva Rusijo in tako naprej. Poslušajte, a smo sploh opazili, da je Rusija uradno spremenila nuklearno doktrino pred enim letom ali kdaj? Ko je Rusija ogrožena, si vzela pravico, da uporabi prva taktično nuklearno orožje, samo tukaj je vsa težava v tem, kako definiraš ogrožena. Jasno, za Rusijo so te pokrajine, ki so si jih zdaj prisvojili, že del Rusije in tako naprej. Situacija je pesimistična, ampak ta pesimizem odpira možnosti. Situacija je pesimistična, ampak odpira možnosti, pravi Žižek. Doktor Klepec, če se ustaviva le pri tej izjavi, kako jo pravzaprav razumeti in koliko je to povezano z današnjimi voditelji, o katerih Žižek veliko razpravlja in ki jih vi nekje imenujete utrgani gospodarji? Mislim, da je treba tukaj poslušati, kaj sam Žižek pravi v izjavi, kaj je zanj obup. Se pravi, obup te v nekem smislu prisili, da deluješ in se ne zanašaš na to, da se bodo stvari že zgodile. Več stvari bi bilo treba tukaj poudariti. Prvič, da ta kriza, v kateri smo v tem trenutku, vse prisotna kriza, omnikriza, polikriza in tako naprej, prinaša spremembe, ki so nepovratne. Skratka, gre za zanašanje na to, da se bomo pa slej ko prej lahko vrnili v neko normalnost, je ne le iluzorično, ampak tudi celo škodljivo. Drugo, spremembe, ki nastopajo, so tako drugačne, da pravzaprav
se sploh ne zavedamo, kako hitro se dogajajo te spremembe. Ne. Sam Žižek je že pred časom tukaj citiral misel Fredrika Jamesa, ne, da si lažje zamišljamo konec sveta, kot pa konec kapitalizma. V tem trenutku smo pa pravzaprav v situaciji, ko kapitalizem tako rekoč več ne obstaja. Mnogi, recimo Varoufakis, govorijo tukaj, da smo že v tehnofeudalizmu. Svet, kakršnega smo poznali pa po drugi svetovni vojni, je pa definitivno tudi končan. Na nek način ta katastrofizem, pričakujemo, kako bo sveta konc sveta je medtem že nastopil, pa sploh dobro še nismo opazili. Ne. In mogoče bi samo še opozoril na to razliko med bodočnostjo in prihodnostjo, o kateri govori Žižek. Ne. Tukaj bi se dal potegniti filozofske usporednice recimo s Kantovimi antinomijami. Ne. Kant pravi, bodisi se v svetu vse dogaja po nujnosti, bodisi obstaja pač človeška svoboda. Ne. In kategorija prihodnosti je na nek način kategorija, ki izpostavlja človeško svobodo, hkrati gre pa skupaj s to frazo nebesa v rasulu. Ne. Svoboda je nekaj, kar gre skupaj s tem, da so nebesa v rasulu. Ne. Tukaj zadnji bi pač lahko navezali na Sartra in tako naprej, da smo obsojeni na svobodo in tako naprej, kar Žižek sam večkrat v svojem delu tudi stori. Resnica v sodobni politiki ne temelji več na dejstvih, temveč na občutku pristnosti. Prav to pooseblja Trump. Slavoj Žižek ob tem razmišlja še o sodobni Kitajski. Trump še vedno, mislim, je grozno, kar dela. Samo je odprl neko polje. On je pravi izziv za levico. Bomo pa videli, kaj bo. To se moramo zavedati. Živimo v odprtem času. Ni možne več nobene, niti Fukuyama, te liberal-optimistične, niti tradicional-socialistične vizije. Tja gremo in če bojo težave, sam pomeni, da nismo prišli tja, kamor bi po globli zgodovinski logiki morali. Tukaj po mojem tudi treba se odpovedati tem levičarskim ikonam, kot je na primer Rosa Luxemburg, ne? Ki je, kot veste, rekla, prihodnost bo ali socializem ali barbarstvo. Vse veste, kaj je moj odgovor. Ja, kaj pa, če bo oboje hkrati, kot je bilo pod stalinizmom, natančno. Ne? Se pravi, jaz nočem tukaj dati odgovorov, samo v dobrem pomenu vas hočem zmesti. Stvari niso tako enoznačne in potem, da bi prišli tudi do tega, da je ta zmeda v stvari sami. Še vedno ne vemo, kaj je Trump, kaj se dogaja, celo ne vemo, kaj je Kitajska. Meni je čedalje bolj privlačna teorija, zaradi katere sem bil pol leta prepovedan na Kitajskem, zdaj spet gre, zelo prepričljiva, da kar je Deng Xiaoping naredil, je korak iz komunizma v fašizem. Ni mehak fašizem, ni trg, jaz občudujem zdaj Kitajsko, ampak osnova fašizma je v tem, prosti trg, ja, kapitalizem, ampak kontroliran od države, ki utemeljuje svojo oblast ne demokratično, ampak v imenu neke tradicionalno-konzervativne nacionalne ideologije. To se zdaj dogaja na Kitajskem. Se pravi, manjkajo imena, recimo Varoufakis, tehnofeudalizem. Jaz to kupim 80%, ne pa 100%. Veste, v čem je težava? Bistvo feudalizma je ta organska podoba družbe. Vsak je na svojem mestu. Ti si to, ti si uno, mama mora biti dobra mama, oče dober delavec, vodja dober vodja. To pa ni danes. Danes je ta na mikroravni neskončna plasticiteta. To je groza danes. Če je danes fašizem, je, kot ga zdaj imenujem, libertarni fašizem. Se pravi, fašizem, ki ga na neki osebni ravni ti izkušaš kot popolno svobodo, si pa kontroliran bolj kot kdajkoli. Žižek govori o libertarnemu fašizmu. Doktor Klepec, ali je to že točka družbeno-političnega zloma? Kaj je pred nami, če prihodnost ne obstaja? In ali je to življenje v času konca, če si sposodim še en naslov ene od Žižkovih knjig? Jaz bi mogoče tukaj dal nekaj poudarkov, ki jih sam Žižek sicer ne, upam, da se sam strinja s tem, kar bom jaz izpostavil. Prvič, najprej bi bilo treba izpostaviti, da liberalizem
ne, se pravi politični in ekonomski liberalizem, ni nekaj, kar bi bilo popolnoma nasprotno fašizmu. Ne. Že Frankfurtska šola, Marcuse, Adorno in tako naprej so poudarjali, da pravzaprav liberalizem in fašizem gresta vselej skupaj. In to je bilo prej slišati tudi v Žižkovi izjavi, ne, kako oba na nek način pristajata na vlogo prostega trga, samo na različen način. Marcuse mislim, da v svojem branju liberalizma in fašizma tudi izpostavi, kako so elementi avtoritarnosti prisotni v samem liberalizmu. Ne. Nadalje je treba poudariti recimo eno Adornovo misel, da dokler obstajajo pogoji, ne, za nastop fašizma, do takrat bo pač fašizem vedno tukaj. Ampak kaj so pogoji za nastop fašizma? Pogoji za nastop fašizma na nek način sovpadajo s tem, kar imamo danes pred seboj, če to sploh še obstaja. No? Finančni kapitalizem, spravi s tem, da imamo ljudje ali pa da imajo demokratične množice, če dalje manj vpliva na pravzaprav potek ali pa izbire, ki jih imajo na voljo. Ne. Sodobni nemški filozof Josef Vogel je pred kratkim izdal knjigo Kapital in resentiment, v katerem je izpostavil, kako gredo določene spremembe na področju finančnega kapitalizma in tako naprej, v štric s populizmom. Ne. Njegova poenostavljena teza pravzaprav je, da finančni kapitalizem gre skupaj z resentimentom, se pravi z jezo, gnevom in zamero, in dokler bo to obstajalo tudi na nek način populizem, in dokler bo to obstajalo, prosto po Adornu, bo obstajal tudi na nek način fašizem. Zdaj, če Žižek govori o libertarnem, ne pa liberalnem fašizmu, ne, se je treba zavedati, da pravzaprav libertarno je nekaj, kar najbolj okvirno pristaja na prosti trg. Tukaj je bilo pred časom govora recimo o anarhokapitalizmu. Kakšni avtorji so bili, ki so bili blizu tudi mnogim tem izumiteljem Silicijeve doline, ne, so velikokrat poudarjali, kako mora biti država libertarna, in tendenca pri sodobnih teh tehnoloških magnatih, ne, ki nam pravzaprav vladajo od Amazona do Googla in naprej, je pravzaprav zminimalizirati vlogo države. Ne. Se pravi, pustiti prostemu trgu v prosto moč in v tem smislu lahko govorimo o libertarnem fašizmu. Skratka, tukaj tehnologija ponuja tudi možnosti novih načinov nadzorovanja, kontrole, usmerjanja in tako naprej. Ne. In tisto, kar je absolutno moteče pri tem libertarnem fašizmu ali pa pri teh moči sodobnih tehnoloških korporacij, pa je Evropa. Evropa je pa na tem področju nekoliko ovira in v tem smislu ni začudujoče, da sedanja ameriška politika tako zelo protievropska, če že ne antievropska. Žižek ob tem predstavi nove avtoritarne voditelje, ob tem pa razmišlja še o dekolonizaciji danes. Absolutno rabimo karizmatične voditelje. Pazite, ne karizmatične voditelje v pomenu stalinskem, on ve boljše mi, kaj hočemo. Ne, pravi avtentični voditelj ti da message, ki ga je na začetku uporabil Obama, pol pa je šel k vragu, yes we can. Da ti samo reče, lahko, sprememba je možna. To uteleša pravi voditelj. Namreč moj pesimizem je v tem, da če smo mi prepuščeni sami sebi v sistemu, ne, smo konformisti. Nekdo te mora odzuni brcniti, da se zbudiš. In to lahko naredi samo karizmatični voditelj. Pa ko to rečemo v Ameriki ali Angliji, mi vedno rečejo, ja, kako pa veš, da se ta voditelj ne bo pol sprevrnil pa postal avtoritaren. Ni problem. Jaz pravim, jaz sem tukaj skrajno brutalen cinik. Ja, no, pač čez 5 let treba organizirati atentat, no. Diskretno, nekaj šraufaš v helikopterju ali ne vem kaj, ne. Ampak priznam, da je to nevarnost. Jaz bi rekel, 5 let, mogoče 10. Če ne se vsak voditelj prenaje, ali pa se mu zgodi to, kar se je Mandeli, ne, da je ostal čisto nepomemben. Kapital je šel svojo logiko, pa še nekaj, da vam rečem. Naslednja točka, to je zdaj tako modno, glavna oblika danes proti levičarstva, v pomenu pravega levičarstva, je tema dekolonizacije. To je tako mistificirano, kot da Zahod, imperializm je še vedno glavna nevarnost. Če se tega rešimo,
boljš. Ja, jaz pravim, se strinjam in danes sta dve glavni državi, ki sta se res dekolonizirali. Severna Koreja in Afganistan. Ne? Se pravi, jaz tam zelo dobro poznam situacijo. Kar mene res zamori, je Južna Afrika. Ne, to je groza. Ko smo imeli na Brkbeku neko diskusijo, sta bili dve gospe iz Južne Afrike, visoki funkcionarki African National Congress. Ena je bila ta ortodoks antikolonialna. Jacqueline Rose, s katero se pogosto ne strinjam, je pa v osnovi politično med strani, jo je vprašala, kaj pa problem posilstev v Južni Afriki, ki so zdaj eksplodirala z neko specialiteto prav. Tako so razširjala posilstva, kjer moški medtem, ko žensko posiljuje, ali davi, ali reže z nožem. Ne, v bistvu, ko jo posiljuješ, jo ubiješ. Ne vem, kjer imajo že besedo za to. Kak je bil odgovor te ortodoksne levičarke? Kako pravico imate vi, belci, govoriti o tem, ko ste pa vi kolektivno s kolonizacijo posilili Južno Afriko? To je preenostavno. Preenostavno je preprosto reči, to so še vedno efekti tihega vpliva belcev, pa to. Ne, situacija je grozljiva. Ena druga poštena, stara gospa, potem sem se z njo zaklepetal, sva prijatelja postala. Sem jo vprašal, kakva je zdaj situacija v Južni Afriki. Je rekla nekaj najbolj žalostnega, kar si lahko zamisliš, prevladujoče vzdušje med revno črnsko večino je, pazite, nostalgija po apartheidu. Ker tam je bila revščina, ampak manj kot zdaj, hkrati je bila pa policijska država, kar pomeni, je bil mir. Zdaj imaš pa standard ni nič višji, ker vse, kar se je zgodilo v Južni Afriki, je, da je belski eliti se pridružila še nova črnska elita, korumpirana. Za reveže je pa grozljivo nasilje in tako naprej. Podobno Angola, podobno Nigerija in tako naprej. To se mi zdi usodno. Veste, kaj se dogaja? Tromeja, to je najbolj zanimivo področje danes za mene. Tromeja, Tajska, Laos in Myanmar. Tam je center nekega edinskega pojava, ta skem. Imajo cela mesta, 10.000 ljudi, denarja tam obrnejo, samo dve državi imata večji bruto produkt, kot tam denarja obrnejo. Amerika in Kitajska. Grozljive vsote denarja delajo to. Ugrabljajo ljudi in jih uporabljajo kot za te skeme. Ne? Dvoje. Ali daš te obljube finančne, ali greš na to, sem revež, daj mi denar, ali posodi, ali pa to spolno zapeljevanje. Ne? To moraš delati od 14 do 17 ur na dan, si samo na internetu in telefonu, da dobiš žrtve. In imaš neko kvoto. Če ne izpolniš te kvote, te dajo pa v neko drugo zgradbo, bolnico, kjer si na razpolago, razvejana mreža po vsem svetu, da ti jemljajo organe, ne? In da polubijajo, ko ti preveč organov vzamejo. In pazite, to ni marginalen pojav, to so absolutno 75, ne milijard, trilijonov, 1000 milijard obrnejo. In vsi vejo, da se to dogaja, ne samo, da se nobenemu ne da ukrepati, ampak celo, kar se mi zdi pa višek genialnosti, ti sami, ki to organizirajo, veste, kako to prodajo, da mi v glavnem krademo denar razvitemu Zahodu pa bogatim Kitajcem, se pravi, to je naša oblika borbe proti kolonializmu. To, kar so nam kolonialci vzeli, mi zdaj to dobivamo nazaj. Se pravi, moj nasvet tem podrejenim, ne, je ta stari, dobri, ironično mislim, stalinski nasvet. Kritiko začni s samokritiko, ne. Kaj mi delamo, da ni to, kar mi delamo na neki ravni še hujš. To je svet, v katerem živimo. In kakšna je ob tem današnja vloga Evrope in kakšna bo njena vloga v prihodnje? O tem piše Žižek v besedilu Evropski manifest, ki je bil tudi objavljen v knjigi Nebesa v Rasulu. Slišali bomo le del iz tega besedila.
Moja hipoteza je, da se moramo prav zdaj, ko je Evropa v zatonu in so napadi na evropsko zapuščino na višku, odločiti za Evropo. Osrednja tarča teh napadov ni Evropa, ki izvira iz rasizma ali konzervativizma, temveč emancipatorni potencial, ki je edinstven Evropi. Sekularna sodobnost, razsvetljenstvo, človekove pravice in svoboščine, družbena solidarnost in pravica, feminizem. Glavni razlog, zakaj bi morali vztrajati pri imenu Evropa, ni zgolj ta, da dobro premaga zlo. Glavni razlog je, da je evropska zapuščina najboljše kritično orodje, s katerim lahko analiziramo, kaj se je v Evropi zalomilo. Ali se tisti, ki nasprotujejo eurocentrizmu, zavedajo, da je izrazoslovje, ki ga uporabljajo za kritiziranje Evrope, del evropske zapuščine? Povsem očitno najopaznejša grožnja emancipatornemu potencialu prihaja od znotraj, iz novega desničarskega populizma, katerega cilj je uničiti evropsko emancipatorno zapuščino. Evropa desnice je Evropa nacionalnih držav, ki si prizadevajo ohraniti vsaka svojo identiteto. Ko je Steve Bannon pred nekaj leti obiskal Francijo, je imel govor, ki ga je končal tako: Bog blagoslovi Ameriko in Vive la France. Vive la France, viva Italija, lang lebe Deutschland, a ne Evropa. Bodimo pozorni, kako ta vizija Evrope prinaša povsem drugačen zemljevid našega političnega prostora. V svojem delu Zapiski za definicijo kulture je veliki konzervativec T.S. Eliot zapisal, da so trenutki, ko obstaja zgolj izbira med sektaštvom in brezverjem, ko lahko religijo ohranimo živo le s sektaško odcepitvijo od osrednjega trupla. To je tudi naša edina izbira danes. Evropsko zapuščino lahko ohranimo pri življenju s sektaško odcepitvijo od standardne liberalno-demokratske različice evropske zapuščine zgolj tako, da se odrežemo od trohnečega trupla stare Evrope. Delovati na globalni ravni, ki se ne osredotoča na Evropo, na primer pomagati Indiji in drugim s cepivi ali pa mednarodna mobilizacija proti globalnemu segrevanju in organizacija globalnega zdravstvenega varstva, to so edini načini, kako smo danes lahko pravi Evropejci. Slišali smo del Žižkovega besedila Evropski manifest. Dr. Klepec, če nekako skleneva, se lahko z Žižkom česa veselimo? Ja, jaz bi mogoče tudi sam sem filozof, pa bi mogoče optiko tukaj malo sprevrnil. Dostikrat me kakšni novinarji ali pa uredniki nagovarjajo, da naj poskušam biti čim manj filozof. Se pravi, vi filozofi ste taki pesimisti, vedno vse tako črno poveste, pa dajte povedati kaj bolj spodbudnega in tako naprej. Mislim, tisto, kar je res spodbudno, mogoče povedati, je vedno pač tudi ideološko. In to, če bi Žižku predlagali nekaj podobnega, bi se po moje samo zgrozil. Optiko bi obrnil v tem smislu. Če se imamo česa veseliti v sedanji dost težki situaciji, je to, da imamo sploh takega misleca ali pa nekoga, kot je Žižek. Skratka, dajmo se veseliti, da ga imamo, dajmo se veseliti tega, kar sam najboljš počne, se pravi, je en izmed najboljših showmenov, nastopačev, v bistvu zelo lepo zna kakšne stvari izpostaviti in sam je absolutno zvest temu, kar sem na začetku opisal kot teoretsko držo. En izmed prejšnjih teh izsekov je govoril, da je treba kritiko pričeti vedno s samo kritiko in takšen je tudi sam. Skratka, dajmo se veseliti, Žižek ne nazadnje vselej navdihuje. Tako. To je bila oddaja Ars Humana, v kateri smo vam predstavili predvsem novejšo misel Slavoja Žižka skozi njegove izjave in skozi dva odlomka iz njegovega dela Nebesa v Rasulu, ki ga je iz angleškega originala prevedel Igor Harp. Odlomka pa je bral Jure Franko. Žižkovo misel je v oddaji predstavil in komentiral dr. Peter Klepec. Z njim sem se pogovarjal Gregor Podlogar, ki sem oddajo tudi pripravil in uredil. Tehnično pa jo je izvedel Jernej Boc. Hvala za vašo pozornost, pa lep pozdrav. Oddaja o humanistiki. Ars Humana. Ars Humana. Ars Humana. Ars Humana. Ars Humana.